Tako, dobrodošli nazaj. Se bomo kar po švicarsko držali naše ure. Vsaka minuta je dragocena in lepo pozdravljeni torej v drugem delu dogodka Zelena preobrazba družbe, torej Andragoškem kolokviju 2021 in tretjem forumu EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih. Moje ime je Patricija Virtič, prihajam iz platforme Sloga, ker sem vodja področja za globalno učenje. Sloga pa je skupaj z Andragoškim centrom Slovenije soorganizator današnjega dogodka. In jaz se prav veselim naslednjega dela, se bomo gostili res zanimive pobude, projekte in pa seveda ljudi iz celotnega sveta. Pogosto so namreč za težave, s katerimi se soočamo tudi na področju podnebne krize, namreč že rešitve. Predvsem poudarjamo, da so te rešitve lahko tudi izven zahodnega sveta. In kot smo danes že slišali, na papirju obstaja veliko pobud, zavez, obljub, kaj pa praksa. Pred nami je uvodni govorec tega drugega dela, ki pa bo predstavil raziskavo o povezavah med vseživljenjskim učenjem, cilji trajnostnega razvoja, podnebnimi spremembami, zelenim preobrazbo družbe. In to je avtor raziskave, ki je nastala v sklopu projekta Millora, Millora. Nad njeno izvedbo te raziskave pa je bdela platforma Sloga. O Krisu smo danes že kar nekaj slišali, naj pa povem, da je Millora izvorno iz Filipinov, je raziskovalec, ki je pred kratkim doktoriral na UNESCO katedri za pismenost odraslih in učenje za družbeno preoblikovanje, to je na šoli za izobraževanje in vseživljenjsko učenje Univerze East Anglia v Združenem kraljestvu. Krisovi raziskovalni interesi so na stičišču učenja odraslih in mladih ter pa razvoja skupnosti. Kris nam je ponoči sporočil, da pravkar doživlja sam posledice podnebnih sprememb, saj je Filipine zajel tajfun, zaradi katerega so v bistvu ostali brez elektrike in pa tudi internetne povezave. In je svojo predstavitev tako posnel v bistvu na domu svojega prijatelja, ki ima generator. In to je še en praktičen primer, da podnebna kriza res ne izbira svojih žrtev, da pa smo ljudje precej iznajdljivi, zato vas vabim, da mu prisluhnemo. Hello, good morning, good afternoon, or evening. Dober dan. Pravzaprav je pri nas večer. Hvala lepa Slogi, da so me povabili na ta dogodek, ta aktualni dogodek. Želel sem se povezati po spletu, vendar zaradi tajfuna na Filipinih nimamo povezave. So the area where I currently live in central Philippines, this is not the center of the typhoon. Zelo močno piha veter in nisem želel tvegati, da bi se oglasil od doma. Šel sem k svojemu prijatelju, kjer sem posnel ta prispevek. Situacija je pravzaprav reprezentativna za probleme. Če živimo na Filipinih, smo soočeni s številnimi podnebnimi spremembami. In stanje je velikokrat alarmantno, imamo tropske vetrove, tudi vulkanske erupcije, potrese, torej to so naravne katastrofe, kot jih imenujemo, vse se zapre, šole se zapre, ljudje morajo ostati doma in za šolski sistem pomeni, da so šole spremenjene v evakuacijske centre. Filipini so nek mikrokozmos sveta, ki se sooča s požarom. Številne skupnosti so podvržene ekstremnemu vremenu, torej
In to sredi te zdravstvene krize zaradi pandemije COVID-19. V izobraževalnem sektorju sem jaz podpornik vseživljenjskega učenja in mislim, da je treba v ta proces podnebne spremembe vključiti v čim večji meri in se odzivati na te razmere v podnebju. Zdaj vam bom pokazal svojo predstavitev, ki se pravzaprav nanaša na vseživljenjsko učenje in izobraževanje o okolju z globalne perspektive. Kako lahko vseživljenjsko učenje vpliva na to, da storimo, kar je mogoče in zmanjšamo podnebne spremembe. Najprej bomo spregovorili o vseživljenjskem učenju. To so vse aktivnosti učenja skozi celo življenje, katerih namen je izboljšati znanje, veščine in kompetence torej tako osebne kot družbene in tiste, ki so povezane z zaposlitvijo. In Evropska komisija je leta 2000 zapisala, vseživljenjsko učenje vsebuje pristope usposabljanja in jih prenaša v kontekst podpornega učenja, ki temelji na realnih situacijah, odprtih in opredeljenih. Torej, ljudje se učijo v okviru svojih gospodinjstev, zlasti odrasli, ki nimajo dostopa do teh vrst učenja, so tisti, ki jih je treba vključiti. Še nekaj bi želel omeniti. Na vseživljenjsko učenje je treba pogledati iz širše perspektive, torej zagotavljati podporo pri tem v realnem kontekstu. To je pomembno za trg dela, kajti treba se je zavedati v večji meri o družbenih vprašanjih in s tem povečati kritično ozaveščanje glede pomembnega aspekta. Torej, zdaj pa še nekaj o vseživljenjskem učenju in podnebnih spremembah. Veliko programov z področja varovanja okolja se nanaša na oziroma cilja na otroke in mlade. Prav tako mora spodbujati ljudi, da so pozorni na vse spremembe. Torej, da dojamemo, da šola in univerze niso edini vir izobraževanja in učenja, ampak da obstajajo tudi drugi viri. Zakaj je treba vključiti odrasle v okoljsko pismenost? Pri tem gre za medgeneracijsko učenje
z področja podnebnih sprememb razmišljati moramo ne samo o poučevanju otrok, ampak tudi odraslih, da se zavedajo, da gre za izmenjavo znanja med generacijami, da nas spodbujajo k temu, da ljudje prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. Torej gre za kredibilnost, ne samo zato, da se otroci učijo od odraslih, ampak je treba spodbujati dodatno učenje. Kar zadeva okoljsko pismenost in učenje o okolju, pravzaprav povezuje številne ljudi. Študija primera gre za program iz Kanade, in sicer medgeneracijski program, ki ga izvajajo v Britanski Kolumbiji. Študentje sodelujejo s predstavniki skupnosti, ti so pravzaprav upokojeni kmetje, ki jih poučujejo o tem, kako je treba skrbeti za okolje, za zemljo, in jih vključujejo v proces medgeneracijskega učenja. Prav tako o novih tehnologijah, o novih načinih kmetovanja, o novih načinih komuniciranja. Torej, to medgeneracijsko sodelovanje daje zelo dobre rezultate, tudi kar zadeva razvoj. Otroci se učijo, tudi odrasli, in zelo pomembno je dobro sodelovanje med različnimi deležniki, kajti vključuje širši spekter organizacij, kar vpliva na okoljsko izobraževanje. To je zelo dober primer, kako lahko različne generacije sodelujejo in prispevajo k boljšemu razumevanju problematike. Toliko o Kanadi, zdaj pa gremo v jugovzhodno Azijo, v Indonezijo. Tukaj je center Jayagiri v Indoneziji, ki je dober primer, kako lahko s poučevanjem za trajnostni razvoj rešujemo probleme. In s tem programom so dosegli ne samo, da se je zmanjšalo število učencev, dijakov, ki so opustili šolanje, ampak so reševali tudi družbene, ekonomske in okoljske težave na podeželju in tudi v mestih, torej prek podpore manjšim organizacijam. Recimo, ko je država prepovedala kmetovanje na pobočjih hribov za preprečitev erozije, so morali poiskati druge načine in na ta način zagotovili bolj trajnostne oblike delovanja prek formalnega in neformalnega izobraževanja.
Ta projekt pravkar poteka in vključene so družine, ki prejmejo tudi določen znesek denarja za to, da preusmerijo svojo dejavnost. Koristi vseh deležnikov so velike in izobraževanje je ključni pristop pri tem, prav tako pa program doprinese tudi k izboljšanju življenja. Naslednji primer pa je iz Bocvane, in sicer gre za sodelovanje in sicer gre za College Molepol. Pravzaprav je to fakulteta, pedagoška fakulteta Molepol iz Bocvane, ki poučuje učitelje o naravnem okolju in zadevni problematiki. Gre za multidisciplinarno poučevanje in učenje. Imajo tudi sistem mokrišča in za to področje veljajo tudi ukrepi za varovanje okolja in ta projekt pravzaprav oziroma namen tega projekta je razviti naslednjo generacijo učiteljev, ki bodo bolj ozaveščeni na tem področju. Zanimivo pri tem projektu pa je, da so lahko vzpostavili povezavo med posameznimi deležniki v določenem okolju. Najprej so imeli pravzaprav konservativen pristop. Tu gre za primer k poučevanju okolja. In še zadnji primer iz zahodne Sibirije. Gre za program, okoljski izobraževalni program, v zahodni Sibiriji, Rusiji, in sicer o globalni agendi na področju okoljskih in podnebnih izzivov. Ta okoljski program izobraževanja pomaga domorodcem, torej ljudem, ki tam prebivajo, da razvijajo odgovoren odnos do narave. In seveda je to zelo pomembno. Izobraževalne aktivnosti so bile namenjene vzpostavitvi oziroma razvoju boljšega odnosa teh ljudi do okolja. To je potekalo leta 2017 in je pravzaprav poudarilo tudi vlogo živali, ki jih imajo to lokalno prebivalstvo, in ozaveščanje. Pravzaprav je namen tega programa tudi, da se uporabi znanje lokalnega prebivalstva glede varstva okolja.
In zelo pomembna je ta socialna interakcija in mislim, da so to s tem programom dosegli. Kaj se pravzaprav lahko naučimo od vseh teh primerov po svetu? Opravil sem tudi raziskavo v okviru projekta Bridge 47. Torej, kaj smo se naučili? Politike o okoljskem izobraževanju pravzaprav vključujejo izkušnje iz znanja tudi lokalnega prebivalstva in oblikovalci politik morajo zagotoviti, da bo vseživljenjsko izobraževanje postalo prioriteta tudi na nacionalni ravni. Torej ne gre samo za zagotavljanje resursov, virov, ampak tudi povezovanje, ki je ključno. Torej ne gre samo za okoljsko izobraževanje, ampak tudi kakovostno izobraževanje in gre tudi za enakost med spoli. Torej v Indoneziji gre tudi za kakovostno izobraževanje, za kakovost izobraževanja, za kakovost učiteljev. Gre za partnerstvo, ki je tudi zelo pomembno. Nekateri pravijo, da je vseživljenjsko izobraževanje neke vrste lepila. In ljudje niso samo tisti, ki so deležni tega izobraževanja, ampak so hkrati tudi aktivni deležniki. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da se lahko veliko naučimo tudi od starejših. Mislim, da lahko tukaj zaključim. Kot vidite, gre za zelo kompleksno problematiko, gre za medgeneracijski pristop, ki je potreben za to, da se lotimo teh vprašanj. Najlepša hvala za vašo pozornost in pozdrave iz Filipinov. Najlepša hvala. Tako, pa smo nekako prišli nazaj v Slovenijo. Pošiljamo seveda dobre misli na drugo stran sveta in hvala Kristu za te besede, ki pa so nam zagotovo dale tako misliti, kot pa tudi spodbudile nove ideje.